Cari fratelli, Vse od antičnih časov obhaja Cerkev v Rimu apostola Petra in Pavla z enim samim praznikom na isti dan, torej 29. junija. Po veri v Jezusa Kristusa sta postala brata in po mučeništvu sta postala eno. Sveti Peter in sveti Pavel, tako različna po človeški plati, sta bila osebno izbrana od Gospoda Jezusa in sta odgovorila na klic z darovanjem vsega njunega življenja. V obema je Gospodova milost naredila velike reči, ju je preoblikovala in še kako ju je preoblikovala. Simon je Jezusa v dramatičnem trenutku trpljenja zatajil, Savel pa je z vso močjo preganjal kristjane. Toda oba sta sprejela Božjo ljubezen in sta se pustila preoblikovati njegovi milosti. Tako sta postala Kristusova prijatelja in apostola. Zaradi tega še naprej nagovarjata Cerkev in še danes kažeta pot zveličanja. Tudi nas, če bi morda padli v najtežje grehe in v najtemnejšo noč, je Bog sposoben preoblikovati, kakor je preoblikoval Petra in Pavla. Sposoben nam je preoblikovati srce in odpustiti nam vse, ter tako preoblikovati našo temo greha v zarju luči. Bog je takšen, preoblikuje nas, vedno nam odpušča, kakor je storil s Petrom, kakor je storil s Pavlom. Tako je papež Frančišek vrisal sveta apostola med opoldanskim nagovorom z okna apostolske palače na trgu svetega Petra 29. junija. Po molitvi angelovega češčenja in blagoslovu je sveti oče našo misel in molitev ponovno usmeril na trpeče v Iraku. Novice, ki prihajajo iz Iraka, so žal zelo boleče. Pridružujem se pozivu škofov te dežele na voditelje, da bi z dialogom mogli ohraniti narodno enotnost in se izogniti vojni. Blizu sem tisočim družinam, posebej krščanskim, ki so morale zapustiti svoje domove in so v veliki nevarnosti. Nasilje poraja nasilje, dialog pa je edina pot miru. Prosimo Marijo, naj varuje iraško ljudstvo. Zdrava Marija, milosti polna. Sveti oče je opoldanski nagovor o svetima Petru in Pavlu nadaljeval z besedami. Knjiga apostolskih del nam predstavi številne poteze njunega pričevanja. Peter nas, na primer, uči gledati na revne s pogledom vere, ter jim dati to, kar je za nas najbolj dragoceno, moč imena Jezusa Kristusa. S hromim je storil tako, da mu je dal vse, kar je imel od Jezusa. O Pavlu pa je v knjigi trikrat pripoved o dogodku klica na poti v Damask, ki pomeni obrat njegovega življenja in je jasno zaznamoval to, kar je bilo prej in kar je potem. Prej je bil Pavel smrtni sovražnik cerkve, potem je vse svoje bivanje dal v službo evangeliju. Tudi za nas je srečanje s Kristusovo besedo sposobno popolnoma spremeniti naše življenje. Nemogoče je poslušati to besedo in ostati na mestu, ostati zaprti v lastne navade. Spodbuja nas premagati sebičnost, ki jo nosimo v srcu, da bi odločno hodili za učiteljem, ki je dal življenje za svoje prijatelje. On je, ki nas svojo besedo spreminja. On je, ki nas preoblikuje. On je, ki nam vse dopušča, če mu odpremo srce in ga prosimo odpuščanja. Dragi bratje in sestre, ta praznik prebuja v nas veliko veselje, saj nas postavlja pred delovanje Božjega usmiljanja v srcih teh dveh mož. To je delo Božjega usmiljanja v teh dveh možeh, ki sta bila velika grešnika. Bog pa hoče tudi nas, kakor je to storil s Petrom in Pavlom, napolniti svojo milostjo. Naj nam Devica Marija pomaga sprejeti jo z odprtim srcem, da je ne bomo zaman prejeli. Naj nas podpira v uri preizkušnje, da bomo pričevali za Jezusa in njegov evangelij. Danes jo še posebej prosimo za nadškofe metropolite, ki so bili imenovani v preteklem letu in so z mano dopoldne obhajali Evharistijo v baziliki svetega Petra. Prisrčno jih vse pozdravimo, kakor tudi njihove vernike in domače, in molimo za njih. Je v nagovoru na praznik svetih Petra in Pavla z apostolske palače dejal papež Frančišek. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.